Iz naših krajev. Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni. V tokratni oddaji iz naših krajev bomo poročali o številnih investicijah v Kranju, parku urbanih športov v Posavju, centralnem športnem parku v Mirni Peči, prenovi kulturne dvorane v Kropi, obnovi kamnitega samostanskega portala v Stični in slovesnosti na Polšniku. Vabljeni k poslušanju. Radio Ognjišče v vašem kraju. Medtem ko so v Kranju že stekle aktivnosti za izgradnjo nove regijske bolnišnice, se na kranjskem Zlatem polju v prihodnjih letih obeta tudi vrsta drugih gradenj. Med prvimi naj bi zgradili 3 stolpiče v sklopu projekta Severna vrata in nov dom starostnikov, v načrtu pa je tudi izgradnja 140 novih stanovanj in nove ledene dvorane. Je pa zdaj seveda na veliko se ljudje pritožujejo, da bomo pozidali ta res rodovitna polja, tudi meni je zelo hudo, ampak to so stvari, ki so bile sprejete že pred desetletjema, da se pač bo Kranj širil do te predvidene severne obvoznice, ki se mimogrede tudi zdaj more idejna zasnova narediti, če jo sploh želimo projektirati ta del med Blajvajsovo in Koroško. In tukaj žal poti nazaj ni, to smo videli v primeru Prinskovega, ko so bivši mestni svetniki, ne vem točno katera generacija je to bila, spremenili tisto zemljišče iz zazidljive parcele v parkovne površine in ravno pač moj mandat je potem smo morali plačati, ker je ustavno sodišče pritrdilo tožniku. Je pojasnil kranjski župan Matjaž Rakovec. Z aktivnostmi za izgradnjo nove regijske bolnišnice v Kranju se bo ukvarjala medresorska delovna skupina, katere prvi korak bo umestitev bolnišnice v prostor. Sledilo bo pridobivanje projektne dokumentacije in gradbenega dovoljenja. Predviden začetek gradnje bolnišnice pa je po oceni Ministrstva za zdravje leta 2030. Po besedah Rakovca pa bo potrebno urediti tudi javno infrastrukturo. Celotno prometno študijo Blajvajsove zdaj širimo do bodoče severne obvoznice in računam, da bo nekako končana oktobra. Poleg tega se dela hidrološka študija, mi bomo morali novo kanalizacijo, nov vodovod potegniti iz Rupe, pa potem po ulici 31. divizije. Prometna študija je ključna že z vidika 30 milijonov evrov vrednega projekta Severna vrata. Začetek gradnje se je sicer zavlekal zaradi razširitve študije in njene kompleksnosti. Predviden je bil letos spomladi, zdaj pa kaže, da bi dela morda lahko začeli februarja, je pojasnil župan. V kompleksu bodo dodatne prostore dobili Kranjski zdravstveni dom in Gorenjske lekarne, predvidene so tudi zasebne zdravstvene ambulante. Izvedli ga bodo v javno-zasebnem partnerstvu s kranjskim podjetjem Dolnov, ki trenutno na drugi strani Zlatega polja že gradi 6 stanovanjskih objektov, skupaj 226 stanovanji. Še letos naj bi se po načrtih začela tudi gradnja nove enote doma upokojencev Kranj za 165 stanovalcev. Občina je gradbeno dovoljenje za investicijo pridobila že pred enim letom. Glede na sklep vlade maja letos o uvrstitvi projekta v načrt razvojnih programov za obdobje do leta 2028, pa bo več kot 25 milijonov evrov vreden projekt končan v roku 3 let. Občina načrtuje tudi gradnjo nove ledene oziroma hokejske dvorane. V pripravi je arhitekturni natečaj in v pol leta župan računa, da bi lahko prišli do idejne rešitve, čemur bi sledila priprava dokumentacije. Tako kot obstoječa dvorana, bo tudi nova stala na Zlatem polju, vendar na drugem mestu, saj je sosednje območje predvideno za kampus ob nadaljnjem razvoju fakultete in srednješolskega centra. Prispevek sem pripravil Marcel Krek. Radio Ognjišče v vašem kraju. Krško bo prihodnjo jesen bogatejše za park urbanih športov. Župan Janez Kerin in direktor podjetja Smer iz Radeč Simon Plaznik sta nedavno podpisala pogodbo za izvedbo gradbenih del. Stekla naj bi še ta mesec.
Nov športno-rekreacijski center je zasnovan kot prostor, namenjen različnim generacijam in sodobnim oblikam gibanja. Sestavljen iz 4 množic, se pravi imamo pump track, to je proga za BMX kolesa, potem imamo prostor za najmlajše, se pravi za igro od 1 do 3 let, to so tobogani, različne gugalnice, potem pa od 3 do 6 let. Imamo en prostor namenjen za fitness naprave in pa potem še igre žogo, se pravi odbojkaško in pa košarkaško igrišče. Okoli celotne, preko teh 4 množic, pa bo potekala atletska steza. Je naštel strokovni sodelavec za naložbe na krški mestni občini Luka Žokal. Park urbanih športov bo umeščen ob novem bazenskem kompleksu v neposredni bližini stadiona Matija Gubca in teniških igrišč. S tem mestna občina Krško in pa predvsem njeni občanke in občani pridobivajo ogromno, pridobivajo površine, kjer se bodo lahko družili, kjer se bodo lahko aktivno udejstvovali raznih športnih aktivnosti. Skratka, kot mesto pa dobivamo neko celato. Prvič dobivamo rešitev degradiranih območij, kot drugo pa dobivamo nek zaključek športnih površin v tem delu naše mestne občine, se pravi ob nogometnih igriščih, teniskega centra, balinarskega centra, počivališča za avtodome, bazena, še park urbanih športov in s tem zaključujemo neko celato na tem območju. To pomeni tudi dodana vrednost naših stanovanj v neposredni bližini, to pomeni tudi dodano vrednost za morebitne investitorje stanovanjskih objektov na tem območju, ki so površine tudi za ta namen. Tako župan Kerin. Da gre za obsežen projekt, je priznal predstavnik izvajalca gradbenih del Plaznik. Zaenkrat, kolikor smo vključeni v projekt, računamo, da se bo dala zadevo speljati v predvidenih rokih, tako kot je želja občine. Kaj bo pokazal pa čas, oziroma če nas čaka kakšna presenečenja v sami zemljini, ki se bo zadeva izvajala, to bomo pa videli, kako se lotimo dela. Sklep gradbenih del in oddaja zahteve za uporabno dovoljenje sta predvidena do konca septembra prihodnje leto. Predaja objekta je načrtovana do konca novembra. Projekt je vreden dobra 2 milijona evrov. Krška mestna občina računa na 1 400 000 evrov evropskih sredstev, pri čemer 85% zagotavlja Evropski sklad za regionalni razvoj in preostalih 15% državni proračun. Prispevek sem pripravila Helena Križnik. Radio Ognjišče v vašem kraju. Občina Mirna Peč se veseli uspeha na razpisu Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport za izbor sofinanciranja investicij v športno infrastrukturo v letošnjem letu. Na podlagi odločbe ministrstva je občini dodeljenih 250 000 evrov, ki bodo v celoti izplačani po zaključku naložbe. Govori župan Mirne Peči Andrej Kastelec. Ko je z investicijo, predvsem želimo doseči, da dobimo res centralni športni park v centru Mirne Peči, ki bo služil tako osnovni šoli, kot tudi ostalim našim občanom v smislu rekreacije ali pa tudi mogoče kakšnega vrhunskega športa. Kajti kar nekaj športnikov imamo, ki so tudi v slovenskem merilu pomenili in še pomenijo kar veliko. Tako da s to pridobitvijo res pridobimo veliko. Dobimo tukaj predvsem igrišča za košarko in rokomet v takih oblikah, kot je potrebno, v dimenzijah, standardnih dimenzijah, potem tudi za hitre discipline na 60-100 metrov in pa tudi atletsko stezo na 300 metrov. To so kar pomembne zadeve za rekreacijo, poleg tega bomo pridobili tudi možnost za met krogle, skok v daljino in pa odbojko na mivki. Usporedno pa bomo dogradili tudi prostor za upokojence, ki še sedaj uporabljajo petanko, da bodo imeli tudi tukaj prostor za petanko in bodo na ta način se lahko rekreirali v petanki ali pa tudi v kakšnih drugih disciplinah, ki so za mlajše upokojence, kot jih je pri nas kar veliko, tudi potrebni oziroma znajo tudi to uporabljati. V drugi fazi, za katero projektant že pripravlja dokumentacijo, pa želijo urediti ustrezne manjše tribune in tiste objekte, ki so potrebni za normalno funkcioniranje športnega parka. Z deli želijo začeti hitro, saj morajo naložbo zaključiti do konca leta. Župan si tudi želi, da bi prihodnje leto že gostili kakšno atletsko tekmovanje. Prispevek sem pripravil Rok Mihevc. Radio Ognjišče v vašem kraju. Letošnjo pomlad se je v Kropi zaključila 3 leta trajajoča prenova dvorane tamkajšnjega kulturnega doma. Slednji je spomeniško zaščiten, dvorana pa je predvsem za glasbeno produkcijo zelo kakovostna. Ugotavljam, da je ta dvorana prečudovita
in da ima tudi, bom rekel, boljše lastnosti, kar se akustike tiče, kot pa naša Linhartova v Radovljici. Je ob zaključku projekta obnove ocenil radovljiški župan Ciril Globočnik. Občina Radovljica je projekt začela leta 2022 z obnovo stolov in polkrožnega portala ter kovane mreže na vhodu v dom in opremo dvorane z novo scensko tehniko, osvetlitvijo in video opremo. Dela so se nadaljevala jeseni 2023, ko so obnovili tudi balkon in zaodrje. Urejeno je bilo prezračevanje in toplotna izolacija stropa. Ker se je med deli pokazalo, da je v izredno slabem stanju, so obnovili tudi sam strop. Zaradi dodatnih del se je vrednost naložbe povečala s predvidenih 350 000 evrov na 865 000 evrov. Pri tem je nekaj več kot 80 000 evrov prispevalo Ministrstvo za kulturo, prenova pa je potekala pod nadzorom Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije. Anže Habjan iz Kulturnega društva Kropa. Smo seveda ohranili vse tiste elementi, ki pravzaprav Kroparsko dvorano delajo posebno. Se pravi vse kovane elemente, potem stavbno pohištvo, ki ga seveda se nadejamo, da ga bomo v bodoče oziroma da ga bo lastnik v bodoče tudi obnovil in tako bo potem dvorana res v nekaj letih čisto obnovljena in tudi vsi prostori. Habjan upa, da bo občina v prihodnje obnovila tudi malo dvorano, pevsko sobo in avlo. Nadaljnja vlaganja je napovedal tudi župan. Mi bomo absolutno še vlagali v to, seveda se nadejamo tudi razpisov, da bomo pridobili dodatna sredstva, ampak že zdaj v tem stanju dvorana zagotavlja kvalitetno izvedbo prireditev. Želi si, da bi uspeli doseči tudi dogovor z vsemi lastniki objekta in poskrbeli za fasado ter menjavo stavbnega pohištva. Objekt ima namreč več lastnikov, saj so v njem tudi lastniška stanovanja. V Kulturnem društvu Kropa, ki deluje na področju glasbene, gledališke in drugih umetnosti ter slovi po lastni produkciji, si želijo, da bi si občina zastavila vizijo, kako celotno stavbo povrniti njenemu prvotnemu javnemu namenu, za katerega je bila pred 70 leti tudi zgrajena. Habjan je prepričan, da imajo v Kropi dovolj vsebine, da bi objekt v celoti zapolnili s kulturno dejavnostjo. Lahko bi povečali knjižnico, dvorani pa povrnili njene nekdanje spremljevalne prostore, vključno z garderobami. Sedaj so pod odrom lastniške kleti stanovanj, v stavbi pa je tudi gasilni dom. Kulturi je tako namenjenih le okoli 60% stavbe. Prispevek sem pripravila Marta Jerebič. Radio Ognjišče v vašem kraju. V tokratnem prispevku bomo obiskali cistercijanski samostan v Stični, natančneje Muzej krščanstva na Slovenskem, ki ga vodi direktorica Nataša Polajnar-Frelih. Lepo pozdravljeni. Dober dan. V tem času poteka 14-dnevna šola za restavratorje prostovoljce. Če nam lahko nekaj več poveste, kdo so ti ljudje, odkot prihajajo in v kakšnem kontekstu so prišli do Muzeja krščanstva v Stični. Ja, hvala lepa za to priložnost. Torej, Muzej krščanstva na Slovenskem se je pridružil oziroma je v svojo sredo povabil mednarodno organizacijo European Heritage Volunteers. To je organizacija, ki je dejavna na področju prostovoljstva, povezanega s kulturno dediščino. Konkretno to pomeni, da smo v nedeljo sprejeli v Stično 9 mladih prostovoljcev iz cele Evrope. Po rodu so nekateri tudi iz Kitajske, iz Amerike, Egipta, z nami je tudi Venezuelka, drugače pa so še mladi iz Bolgarije, Irske, Belgije in Srbije. Pod strokovnim vodstvom Restavratorskega centra Slovenije bodo 14 dni obnavljali glavni vhod v Stiški samostan, ki je tudi v bistvu glavni vhod za obiskovalce našega muzeja krščanstva na Slovenskem, ki deluje v delu Stiške Opatije. Ti mladi so že izobraženi restavratorji oziroma študirajo restavratorstvo, med njimi imamo tudi inženirja arhitekture, gradbeništva. In to svoje znanje dopolnjujejo, nadgrajujejo sedaj v Stični na konkretnem primeru,
In sicer restaurirali bodo kamniti del glavnega vhoda v Stiški samostan, se pravi kamniti portal iz 18. stoletja, potem most, ki pelje čez Stiški potok, ta je betonski, in pa 2 dekorativni piramidici, ki stojita ob vhodu. Obiskovalci Stiškega samostana se zagotovo spominjate, kako izgleda ta glavni vhod v samostan. No in Muzej krščanstva na Slovenskem se je odločil, da v okviru enega projekta, ki se imenuje Sisterscape, povabimo k sodelovanju to združenje European Heritage Volunteers, da nam priskrbijo te mlade restauratorje. Mi pa smo poskrbeli za strokovno vodenje, torej izvajanje te poletne šole restauratorstva s pomočjo kolegic iz Restauratorskega centra Slovenije. Stiški samostan pa je projekt podprl s tem, da gostoljubno, brezplačno gosti vseh teh 9 prostovoljcev vseh teh 14 dni. Zelo zanimivo, najbrž, ko bomo naslednjič v Stični, si bo vsak lahko pogledal, kaj so uspeli popraviti, osvežiti. Zdaj bova pa še spregovorili o dogodku, ki ste ga pripravili v četrtek, javni dogodek, ki je pa tudi povezan s to temo, o kateri sva govorili, pa še o čem drugem. Bilo je več predavanj, predvsem smo želeli in smo predstavili okvir, zaradi česa se vse ta poletna šola zdaj tukaj v Stični dogaja. Namreč Muzej krščanstva na Slovenskem se je leta 2019 pridružil evropskemu projektu Cistercijanske pokrajine povezujejo Evropo, krajše rečemo temu Sisterscape projekt, v katerem je združenih 17 nekdanjih oziroma tudi še aktivnih cistercijanskih samostanov. V teh 6 letih smo raziskovali vsi po Evropi, vseh teh 17 partnerjev, kulturno krajino cistercijanov. To pomeni, iskali smo, kje so še ostanki kakšnih vinogradov, gozdov, mlinov, urejanje polj. Medtem smo tudi postavili po vseh teh 17 lokacijah razstavo o kulturni krajini cistercijanov. V končni fazi je zdaj še pohodniška pot, ki je več kot 6300 km dolga pohodniška pot, imenovana pot cistercijanov. Smo že poskrbeli, da smo vzpostavili to pot pohodniško, tudi zdaj bo oktobra že 3. potekal v organiziranosti ta pohod po Stiški okolici oziroma bližnjo in krajšo pot, ki smo vzpostavili z imenom pot cistercijanov. Pohodnika pa upamo, da bo peljala in ga že lahko vodi tudi gor v Avstrijo, Nemčijo, na Poljsko, Češko, kjer so vsi ti samostani pridruženi v projekt Sisterscape. No, v Stični smo si zadali pa tudi nalogo, da povabimo k sodelovanju v teh letih, zdaj ta projekt poteka, mlade evropske prostovoljce oziroma to organizacijo European Heritage Volunteers. Celotno, in to se zdaj dogaja, te mladi so danes tukaj oziroma v teh 14 dneh bodo z nami v Stični. Gospa Nataša Polajnar-Frelih, direktorica Muzeja krščanstva na Slovenskem v Stični, hvala lepa za vsa ta pojasnila, zanimive informacije. Vse poslušalke in poslušalce našega radia pa vabiva na ogled Muzeja krščanstva, sicer na vodene oglede, na katere pa se je potrebno prijaviti. Vse dobro. Hvala lepa. Prispevek sem za vas pripravila, sestra Meta Potočnik. Radio Ognjišče v vašem kraju. V petek 15. avgusta bo na Polšniku slovesnost, ne samo zaradi praznika Marijinega vnebovzetja, ampak veselili se bodo tudi obnovljene cerkve in pa župnijske kapelice in izdaje knjige Stoletni polšniški navdihi, ki jo je uredil Jože Kos, ki ga zdaj prav lepo pozdravljam na telefonski zvezi. Lep pozdrav. Lep pozdrav, dober dan. Torej, slovesnost je več kot na mestu, blagoslovitev obnovljenih del, veliko del je za vami pravzaprav. Ja, kar moram reči, da je letošnji podvig ali pa projekt pod tem naslovom Stoletni polšniški navdihi po romarski poti Ivana Globelnika potegnil več stvari. Eno so fizične obnove, se pravi, da smo uredili cerkev, okrog nje, tlake pred cerkvijo in tako naprej, skratka lepo cerkev naredili, kapelico in tako naprej. Tisto, kar je pa po moje bistveno v celi tej zgodbi, je, da smo povezali 267 ljudi
Se pravi, eno je, da smo povezali veliko ljudi pri sami obnovi, ampak tudi 60, bi rekel, soavtorjev, fotografov v sami knjigi. Ne? Tako da povezovanje velikega števila je pomembno. Sicer pa sama slovesnost se bo začela kako ste vse skupaj si zamislili na ta praznični dan? Ob 5. popoldne nas bo obiskal nadškof Stanislav Zore, ki bo vodil tudi slovesnost in začeli bomo pri naši kapelci, potem pa v sprevodu naprej do farne cerkve, bo pa blagoslovil tudi cerkev in obnovitvena dela, potem pa gremo k maši in računamo na lepo slovesnost ob prepevanju našega domačega zbora. Sledi tudi druženje, verjetno ne samo za domačine. Ja, seveda, povabimo v tej priliki tudi vse romarje, ki si želijo priti v našo romarsko cerkev. Od leta 1958 je naša cerkev Loške Matere Božje tudi romarska. In kot smo v zgodovini ugotavljali, je bilo v tem med prvo in drugo svetovno ogromno romarjev. Tako da vsi romarji povabljeni in mislim, da se bomo imeli lušten, pa še potem na koncu bo kakšen golaž, pecivo in tako naprej, domači gasilci, društvo podeželskih žena, skratka, domači smo stopili. Pa povejva, gospod Jože Kos, še nekaj besed o sami knjigi, ki ste jo izdali, 100-letni polšniški navdihi po romarski poti Ivana Globelnika. Veliko avtorjev je sodelovalo. Kaj vse ste zajeli v to knjigo? No, najprej smo, kot ta navdih, letos praznujemo 160-letnico rojstva Ivana Globelnika, 130 let, odkar je prišel v Polšnik, pa 120 let, ker je dejansko v 7 mesecih s pomočjo krajanov pa zidarjev zgradil to našo cerkev. Ta Ivan Globelnik je bil tudi velik navdih in zaradi njega je tudi nastala prva šola, izobraževanje kmetov, skratka splošno izobraževanje imel je veliko vpliv, tako da v tem prvem delu v knjige se ukvarjamo z to zgodovino in pomembnostjo tega duhovnika. Potem v drugem delu smo pa dejansko v našem kraju z našimi aktivnostmi, ker v kraju imamo veliko društev, imamo zelo veliko prireditev na leto, čez 70, in nekako smo potem zaobjeli vse sorte te prireditve, pokazali smo tudi, koliko smo v zadnjih 30 letih nekih knjižnih videov in tako naprej zdaj naredili. In mislim, da bo knjiga en tak pregled kraja skozi eno tako 130 do 160 letno zgodovino. Polšnik skratka živi, ena lepa skupnost je, morda za tistega, ki se mu tudi sanja, kje se nahajate, ena kratka, kako bi jo označili, blizu Litije, kolikor vem. Tako, mi smo na poti, če greste iz Litije proti Zagorju, na pol poti zavijete desno, če gremo iz ljubljanske strani v hrib, in pridemo tam na približno 600 metrov na Polšnik. Sicer je pa ta sama naša krajevna skupnost ima 13 vasi, nekih slabih 800 prebivalcev. Tudi v knjigi smo to vse napisali, tudi veliko podjetij. Skratka smo tako aktivno ljudstvo in v tem osrčnem delu Slovenije, kako srce Slovenije rečemo. Se pravi, slovesnost bo 15. avgusta ob 17. uri, začela se bo pri župnijski kapelici Marije Kraljice, nadaljevala pred cerkvijo in sklenila sveto mašo, ki jo bo daroval ljubljanski nadškof metropolit monsignor Stanislav Zore. Hvala in lepo praznovanje. Hvala tudi vam in povabljeni. Prispevek sem pripravila Tanja Dominko. To je bilo v današnji oddaji, ki sem jo uredil Andrej Šinko vse. Če ste del zamudili ali bi prisluhnili še enkrat, vabljeni v avdioarhiv Radia Ognjišče, sicer pa hvala za pozornost in lep pozdrav do prihodnjega tedna. Poslušali ste oddajo Iz naših krajev.